Kljub temu, da je velika nagrada Novega mesta novo ime na slovenski kolesarski sceni, pa gre za uveljavljeno dirko in prireditev, ki se uvršča med tako imenovane slovenske spomladanske klasike. Organizator dogodka, Kolesarski klub Novo mesto, tako nadaljuje pretekle uspešne zgodbe, ki jih želi še nadgraditi. To je izredno pomembno, tudi sedaj, ko smo ostali brez generalnega pokrovitelja, smo pač Kolesarski klub Novo mesto in za vso to mladino, ki trenira, ki spremlja kolesarstvo, je poleg tega, da je pomembno, da trenira v klubu, je pomembno tudi, da lahko spremlja dirko, na kateri bo nekoč tekmovala. To je to. In mislim, da je tudi za Slovenijo pomembno, da imamo vsaj 2-3 takšne dirke, ki so na UCI koledarju, da imajo kategorijo 1-2 in da lahko spremljamo precej dobrih ekip, tako kontinentalnih kot pro ekip iz Slovenije in okolic iz cele Evrope. Na dirki je bila tudi v letošnjem letu pestra mednarodna udeležba, končna zmaga pa je bila zopet odločena na znamenitih granitnih kockah novomeškega glavnega trga, kjer je slavil Italijan Massimo Nencini iz ekipe Solution Tech. Najboljši domači kolesar pa je bil Nejc Peterlin na 10. mestu. Od štarta moram reči, da kar sproščeno, brez kakšnih hujših situacij, potem pa, ko smo enkrat prišli do Novega mesta na balkanske kroge, pa lahko rečem, da je bila vojna za preživetje. V vstopu na Kandijski most je prišlo tudi do padca večje skupine kolesarjev. Glede na zaključek in na soživčnost sem lahko kar zadovoljen. Mislim, da vedno sicer želimo še boljš, kar je, ampak bomo delali na tem, da pridemo še do boljših rezultatov. Tudi v tej sezoni je pred njim nekaj večjih izzivov. Treba bo še kakšen boljši rezultat narediti na cesti in pa seveda dobro dirkati na pisti. Tudi prijeti mogoče na svetovno prvenstvo konec sezone in upamo le na najboljši. Trasa dirke ostaja nespremenjena in je v kolesarsko pentljo povezala Dolenjsko in Belo krajino, razgibana trasa pa je vnovič zahtevala vrhunsko pripravljenost posameznikov in ekip, ki so ciljali na najvišja mesta. Imeli smo ogromno število kolesarjev, dirka je bila izredno izenačena, mogoče celo na moment prelahka trasa, moramo razmišljati tudi za naprej, ker so kolesarji res na tem nivoju izredno izenačeni. Ampak vseeno mislim, da je bil za nami lep dan z dobro dirko in z veseljem ali pa gledamo v prihodnost tudi tako naprej. Zaenkrat ja. Odziv je bil izjemen, mislim, da nastopa danes 174 kolesarjev iz 29 klubov, če sem si prav zapomnil, 32 držav, tako da interes za našo dirko je vedno bil, ker je bila tudi vedno izjemno dobro organizirana, vzorno organizirana. Dirka je dokazala, da je izredno pomembna tudi za promocijo Novega mesta. Dirka, ki ima res lepo tradicijo, ki je v Sloveniji pomeni uvod v novo kolesarsko sezono in zato je lepo, da se ohranja, da je zdaj dobila tudi ime po Novem mestu, po prestolnici slovenskega kolesarstva in si bomo prizadevali, da to ime še naprej zaslužimo in ga nadgrajujemo. S to dirko se je tudi uradno v Novem mestu začela nova kolesarska zgodba. Novo mesto je prevzelo ime oziroma klub se po 40 letih tam nekje spet imenuje Novo mesto in gremo naprej, tako kot ne pred 40 leti, ker so mogoče problemi enaki, samo časi so drugi. In sem prepričan, da s to generacijo fantov lahko ponovno uspemo. Jaz mislim, da je kolesarstvo v Novem mestu ima preveliko tradicijo, da bi bilo odvisno samo od enega pokrovitelja, tako da verjamem, da lahko Novo mesto, širša regija, pa tudi Slovenija stopi skupaj, da ohranimo to profesionalno ekipo, da ohranimo ta mladinski pogon in nenazadnje, da ohranimo tudi organizatorje vseh najpomembnejših tekem v Sloveniji. Jedro letošnje ekipe sestavljajo domači fantje. V ekipi sta še mladi Hrvat Leon Lukić in pa mladi Slovak Martin Jurik, ki je že pred leti bil član našega kluba kot mladinec. Snovalci kolesarskega kluba Novo mesto so trdno odločeni, da nadaljujejo po uspešno zastavljenih smernicah.
Mi smo veseli, da smo klub obdržali pri življenju po odhodu generalnega sponzorja in verjamem, da zdaj z imenovanjem stare nove predsednice Mojce Novak, da bo šla pot nazaj navzgor in da bomo kmalu lahko govorili o zelo svetli prihodnosti novomeškega kolesarstva. Ob dirki so kot običajno pripravili tudi bogat spremljevalni program za najmlajše, ki so ga okronali z otroško kolesarsko dirko. Če imaš mlade, boš potem imel tudi člane, boš lahko razvijal klub. In odziv je bil izjemen že predšolskih in šolskih otrok, hkrati pa smo izkoristili to priložnost tudi zato, da smo naredili interno dirko naših dečkov in deklic in to je to. Gotovo treba ohranjati tradicijo, treba izkoriščati to v bistvu navdušenje nad kolesarstvom, ki so ga v zadnjih letih spodbudili naši najboljši kolesari in verjamem, da se tudi s takimi akcijami, kot je bila danes popoldne na trgu, rojevajo novi šampioni. Cilji kluba vsem preprekam navkljub ostajajo visoki. Želimo imeti, bom rekel, čim boljše rezultate. Cilj je, da se naš Nejc Peterlin uvrsti na svetovno prvenstvo in potem 2028 na olimpijske igre. Istočasno pa vzgojiti novo generacijo fantov, ki bodo potem spet lahko bili predstavniki našega kluba. Novo mesto in kolesarstvo sta vedno bila neločljivo povezana. Kolesarski klub Novo mesto pa bo poskrbel za to, da bo tako tudi v prihodnje.